Kakšni problemi se srečujejo naglušni in gluhi v Sloveniji? Mi smo dali že večkrat pobudo, da bi država naredila evalvacijo svoje skrbi za vse kategorije invalidov. Na kratko povedano, gluhi in naglušni imajo vrsto problemov. Začel bi z neustrezno telesno okvaro. Gluhi, 100% gluhi imajo zgolj 70% telesno okvaro. To je pa še iz stare jugoslovanske zakonodaje iz 80-ih let, kar ne ustreza današnji situaciji. Nadalje so izjemni problemi v izobraževanju, saj gluhi študentje nimajo priznane pravice do tolmača. Problemi so na vseh javnih prireditvah, ki potekajo prav tako brez tolmačev. Klasičen primer ali pa ne bo pijoč so bile zadnje volitve, tako predsedniške kot parlamentarne, kjer na televiziji na soočenih ni bilo tolmačev. Problemi nastopajo v kulturi, javne kulture se ne morejo udeleževati, ker zopet ni prisotnih tolmačev. Obstoji tudi v konvenciji OZN gluha kultura, ki je v Evropi zelo poznana, in upamo, da ravno z konvencijo OZN o pravicah invalidov ne bo to ostala zgolj črka na papirju, ampak da se bojo uresničile številna področja, ki so navedene v konvenciji. Poleg že naštetih tudi pravica do uporabe tehničnih pripomočkov, so gluhi edina kategorija v Sloveniji, ki nima priznane te pravice, tako da pričakujemo, da bo ta konvencija pa tudi številne tehnološke novosti prinesle velik napredek gluhim. Pa je bil današnji posvet uspešen, mislim, se je zgodilo kaj za izboljšanje ali je bil samo posvet? Bodimo optimisti, ne? Te posveti običajno imamo priložnost, da nas politika mora poslušati. Če nas je pa slišala, je pa seveda bistveno drugo vprašanje. Torej, bodimo optimisti. Prej sem opozarjal na to, da, gledajte, slepi in slabovidni ne morejo suvereno uporabljati sredstva javnega prevoza. Včasih, kot sem rekel, v 70. in 80. letih smo lahko uporabljali javna prevozna sredstva, avtobuse, mestnega prometa v Ljubljani, Mariboru in še kje, zato ker so imeli belo tablo in črni napis, črno oznako in slepi z ostankom vida so lahko to videli. Danes tega ni, so neke sodobne tehnične rešitve oznake, ki pa niso prilagojene ostankom vida slepih. Za slepe pa sploh ne, ker ni zvočne najave ne zunaj, ne znotraj. In tako slep sploh ne ve, kateri avtobusi prihajajo, na katerega naj gredo, cel kupenih tehničnih ovir in komunikacijskih ovir s tem povezanih. In mislim, da bi že zdavnaj morala občina, mesto, država tudi zagotoviti čimprejšnjo opremljenost teh prevoznih sredstev za senzorne invalide, za slepe, slabovidne in seveda gluhoslepe prav tako. Za gibalno ovirane, telesne invalide vidimo, da so neke rešitve z novimi avtobusi, ampak za komunikacijsko ovirane, senzorne invalide pa ne.